Ljudje mislijo, da je bilo Hitlerjevo sovraštvo do Judov popolno in brez izjeme. Mislijo, da je bila SS popolnoma čista arijska organizacija. Toda svojega sovraštva do Judov ni uveljavljal enako do vseh. In to protislovje je veliko bolj pretresljivo, kot si večina ljudi predstavlja. Skrita v arhivih Tretjega rajha je grozljiva resničnost. Bili so Judi, ki jih je Hitler imel za dragocene, ali pa jim je bil osebno dolžan. Njegova ideologija je bila drugotnega pomena, celo v primerjavi z njegovimi osebnimi muhami. Tudi na vrhuncu holokausta je lahko en sam Hitlerjev podpis spremenil obsojeno osebo v tisto, kar so uradniki srhljivo poimenovali plemeniti Jud. To je bilo prepričanje, ki je grozilo, da bo raztrgalo notranje delovanje Rajha. To je zgodba o Judih, ki jih je Hitler naskrivaj zaščitil. Začelo se je z bolečino v prsih. Klara Hitler je bilo nerodno potožiti. Svojemu zdravniku je v tihem glasu povedala, da jo bolečina že tedne drži budno ponoči. Vedno je bila delavna, a je postalo preveč. Preiskave so pokazale obsežen tumor na dojki, Klarin. 18-letni sin Adolf se je hitro vrnil iz Dunaja, kjer je kljub željam pokojnega očeta poskušal postati umetnik. Spal je v rezervni sobi Klarinega skromnega stanovanja v Urfi, predmestju Linza v Avstriji, in ponoči poslušal materine boleče vzdihljaje. Umirala je, a on tega ni mogel sprejeti. Adolf je vedno poskušal zaščititi svojo mater pred Alojsom, svojim hitro vzkipljivim, avtoritarnim in tiranskim očetom. Pred Alojsovo prezgodnjo smrtjo je Adolf vedno stopil v bran Klari, kadar je Alojs, ki je bil vedno pijan do konca, dvignil roko nad njo. In zdaj je ta ženska, ki jo je tako globoko ljubil in občudoval, ženska, ki ga je razvajala po izgubi 3 otrok zaradi bolezni, izginjala pred njegovimi očmi. Bil je nemočen. Adolf je stal ob strani in ji pomagal pri vsem, upajoč na čudež. Čudež, ki bi, če bi se zgodil, zagotovo prišel od družinskega, predanega in zaupanja vrednega zdravnika, doktorja Edvarda Blocha. Bloch je sam videl, kako zelo je ta mladenič oboževal svojo mater. Ko je stal ob njeni posteli in nosil vodo in ji poskušal dati hrano v suha usta, je Adolf resnično verjel, da lahko Klara premaga bolezen. Njegovo upanje je temeljilo na Blochu in čudežih moderne nemške medicine. A ni bilo usojeno. Ko je Klara nekega popoldneva tiho ležala v posteli, je Bloch potegnil Adolfa na stran. Operacija ni uspela. Rak se je razširil. Bloch je kasneje zapisal, da je bil njegov dolg, bled obraz popačen. Solze so mu tekle iz oči. Ta ženska, ki je prestala toliko tragedij, toliko pretepanj, tako ljubeča ženska, ki je bila vsemu opora, je bila premlada, da bi umrla. Stara je bila komaj 47 let. Adolf je prosil Blocha, naj jo reši. Bloch je položil roke na Adolfovo ramo. Poskusil bo. Njegova družina je bila dobra do njega. Klara, otroci so bili pridni, pošteni ljudje. Na voljo je bilo posebno zdravljenje, brez zagotovil. Vendar brez njega Klara ne bi dolgo zdržala. Vredno je bilo poskusiti. Adolf je živčno čakal, medtem ko je Bloch odšel v svojo pisarno in vzel stekleničko jodoforma razkužila, ki so ga uporabljali zaradi njegovih zdravilnih in antiseptičnih lastnosti. Držali so, da lahko raztopi smrtonosne tumorje. Adolf je opazoval, kako je Bloch namazal gazo s kemikalijo in je vstavil v odprto rano, ki je ostala po Klarini operaciji. Zavpila je od bolečine, ko je kemikalija zažgala njeno dojko. Bloch je v srcu vedel, da to ne bo pomagalo. To je počel zaradi Adolfa. Ni mogel prenesti, da bi ga videl tako uničenega. Kasneje je Bloch zapisal, da je svoj križ nosila pogumno, neomajno in brez pritoževanja, a se je zdelo, da je to mučilo njenega sina. Na njegovem obrazu se je pojavil izraz bolečine, ko je videl, kako se ji je obraz spačil od bolečine. Toda Adolf je bil poln hvaležnosti. Opazoval je, kako je Bloch njegovi materi olajšal bolečine z novo injekcijo morfija. Počasi je hirala, bolj jo je skrbelo, kaj bo z njenimi otroki, kot pa to, da umira. Namesto da bi pomagal, je jedki jodov pripravek povzročal neznosne bolečine in bil povsem neučinkovit. Za Adolfa je bilo grozljivo gledati, kaj je rak storil njegovi materi. V naslednjih letih, ko je odrasel v surovega političnega voditelja, je v mikrofon kričal o judovskem raku. Je bila agonija njegove umirajoče matere v ozadju njegovih misli. Toda Hitler ni krivil doktorja Blocha, to je gotovo. Potem, ko je Klara umrla in je Adolf padel v globoko depresijo, je izrazil svojo večno hvaležnost za to, kar je dr. Bloch storil za njegovo mater v njeni stiski. Dr. Bloch, ki je bil Jud, človek, ki ga je družina Hitler zelo spoštovala, človek, ki je bil znan po tem, da je zdravil revne družine, kot je bila Hitlerjeva, ob katerikoli uri po noči, pogosto in sploh ni zaračunal, če je bilo denarja malo. Bloch je bil heroj za dečka, ki bo kasneje vzel življenja 6 milijonov ljudi, kot je bil on, Judov. Vzpostavila se je nerazdružljiva vez, nasprotje velikih razsežnosti, s katerim se bo moral Bloch nekega dne soočiti. To je povzročilo trk med staro zvestobo in genocidno ideologijo. V zgodnjih 20 letih prejšnjega stoletja je bil Hitler že zelo politično aktiven. Kot umetnik mu ni uspelo.
Dvakrat je bil ranjen v Prvi svetovni vojni in živel v skrajni revščini, toda se je iz ponižujoče anonimnosti povzpel in postal glasnik kratkotrajne nemške delavske stranke. Ob njem na vsakem koraku je bil njegov prijatelj in sodelavec Emil Maurice. Maurice je bil temu človeku tako predan, da je posnemal njegova oblačila in nosil ščetkaste brke. Zaupnik, izvrševalec, zvest do konca. Za Hitlerja bi naredil vse. Toda Maurice je skrival nevarno skrivnost. Bil je Jud, vsaj po krvi. To je bilo neizpodbitno. Kljub temu je postal vrhovni vodja SA jurišnikov, ki ga je Hitler izbral za svojega šoferja in osebnega telesnega stražarja. Takrat je Hitler vodil nacistično stranko in jo spreminjal v rastoče nacionalistično gibanje, zgrajeno okoli njegovih strastnih govorov in obljub o narodnem preporodu. Maurice je bil še vedno ob Hitlerjevi strani leta 1923, ko je Hitler sprožil poskus državnega udara, da bi odstranil skorumpirano, zelito prepojeno nemško vlado Weimarske republike. Še vedno je bil tam v zaporu, potem ko je državni udar propadel in je bil Hitler obsojen zaradi veleizdaje. Hitler mu je narekoval začetek svoje knjige Mein Kampf, kasneje pa je pomagal tudi, ko je Rudolf Hess prevzel pisanje, medtem ko je Hitler izražal svoja stališča o Judu. Hitlerjeva moč je rasla in Maurice je bil prisoten pri vsakem triumfu. Stal je ob Hitlerju, ko so njegovi radikalni govori, ki so jih nekoč zavračali kot blodenje obrobnega aktivista, začeli odmevati med nemško javnostjo. Milijoni navadnih ljudi so po zlomu borze na Wall Streetu leta 1929, ki je uničil gospodarstvo, ostali lačni, brezposelni in brez upanja. Medtem so elite ostale zaščitene pred strpljenjem okoli sebe. Hitler je obljubljal nov začetek, zdravo Nemčijo, ki bo po ponižanju zaradi reparacij po Prvi svetovni vojni spet močna. Prisegali je, da bo država osvobojena pohlepnih, pokvarjenih judovskih bankirjev, za katere je trdil, da so uničili gospodarstvo. Čas je bil popoln za vzpon tirana. Do leta 1934 je utrdil popolno oblast. Postal je diktator Nemčije, Führer. In še vedno je ob njem stal isti človek, ki ga je podpiral že od samega začetka. Le malo ljudi na svetu je dobro poznalo Hitlerja, a Emil Maurice je bil eden izmed njih. Hitler mu je zaupal svoje življenje, toda bil je omadeževan. Emil se je tega dobro zavedal. Pomagal je Hitlerju napisati knjigo, ki je to jasno povedala. Po kasnejših preiskavah SS je bil njegov praded, Charles Maurice Schwarzenberger, judovski igralec v Hamburgu. To ni bila vrsta družinske zgodovine, ki bi lahko ostala skrita v režimu, ki je šel v velike podrobnosti pri preučevanju rodovnikov ljudi. Zaradi tega je bil Maurice 1/8 Jud. In to je bil problem. Za naciste so bili Judi poguba človeštva in poskrbeli so, da je to javnost razumela. Ljudje so to videli v filmih, na plakatih, v časopisih in radijskih oddajah. Ko so propagandne kampanje Josefa Goebbelsa vse Jude prikazovale kot strupene, sebične in krute, so bili vedno zlikovci, tatovi, izdajalci, zlorabitelji, parazitski in plenilski. In Maurice je bil eden izmed njih. Kar zadeva videz, če bi nemška javnost izvedela, bi to izgledalo kot očitno protislovje. Maurice je že prejel krvni red, eno najvišjih nacističnih odlikovanj. On in Hitler sta bila skoraj neločljiva, krvna brata, a naj bi bila njegova kri domnevno okužena. Za nekatere iz Hitlerjevega ožjega kroga je to pomenilo, da Maurice okužuje Hitlerja in morda celo Tretji rajh. Hitler je milijonom ljudi pridigal o več vrednosti tako imenovane arijske rase in o tem, kar je imel za popolno manj vrednost Judov. S tem je mislil na nekaj prirojenega in dednega, ne na okoljske ali kulturne dejavnike, ampak zgolj na vprašanje genetike. Nanj so vplivale pseudoznanstvene rasne teorije in evgenične gibanja v delih ZDA in Britanije v začetku 20. stoletja. Izkazalo se je, da je bila to smrtonosna ideja. Vse velike kulture, je dejal, so propadle zaradi zastrupitve krvi. Američani, katerih evgenične programe je odkrito občudoval, so se po njegovem mnenju oslabili zaradi rasnega mešanja in postali narod mešancev. Pa vendar je bil tam. Širil je ta prepričanja z možem ob sebi, katerega poreklo je bilo po nacistični doktrini najslabše vrste, delno judovsko. Zgodovina ne razkriva, ali je Maurice to popolnoma skril pred Hitlerjem ali pa je to zgolj omalovaževal. Toda za enega izmed Hitlerjevih najvišjih mož, enega najmočnejših ljudi v vsej nacistični Nemčiji, je bilo to pomembno. Zelo pomembno. Heinrich Himmler, vodja SS od leta 1929, bi postal eden glavnih arhitektov holokausta in izvajalec nacističnih rasnih politik. Ni mogel sedeti križem rok in gledati, kako Hitler preživlja večino svojega življenja ob človeku, katerega ne tako oddaljeni predniki so omadeževali nemško arijsko raso. Brez dvoma, je jasno povedal Himmler, Maurice po svojem rodovniku ni arijskega porekla. Ni bil označen za sovražnika države, ampak za krvno določeno osebo.
To je pomenilo, da Maurisu ni bilo mogoče popolnoma zaupati. Himmler ga je označil za varnostno tveganje. Le redki moški v Nemčiji so poznali skrivnosti Führerja. Eden izmed njih pa je bil delno judovskega rodu. Himmler je želel, da Maurice izgine, ne da bi mu škodoval, ampak da bi mu odvzeli položaj in vpliv. Toda Hitler ni mogel zavreči človeka, za katerega je vedel, da mu nikoli ne bo nasprotoval. Kljub temu je Himmler Hitlerju spomnil, da so Nürnberški zakoni jasno določali, da če ne moreš dokazati arijskega porekla vse do 18. stoletja, ne moreš biti član SS. Jasno je bilo, da Maurice tega preizkusa ni opravil. Za prebivalstvo je bilo treba dokazovati poreklo do leta 1800, za pripadnike SS pa do leta 1750. Dolgo preden je Mauriceov pradedek stopil na oder v svojem gledališču. Himmler je imel prav. Tega se ni dalo zaobiti. Toda ali je bil tudi nevoščljiv človeku, v katerega je Hitler polagal toliko zaupanja? Maurice je bil soustanovitelj SS. Bil je vpisan kot član številka 2, takoj za samim Hitlerjem. Himmler ni bil niti blizu, saj je bil član številka 168. Je res imel pravico zahtevati, da Mauricea odrinejo na stran? To je bila dilema, ki kar ni izginila. Toda leta 1935 je Hitler našel rešitev. Avgusta tistega leta je napisal strogo zaupno pismo Himmlerju. Njegov zvesti prijatelj Maurice ni zapuščal SS. Namesto tega je postal častni arijec. Morda je bil delno Jud, mešanec, vendar bo kmalu postal lastnik posebnega potrdila, ki bo skrilo judovsko poreklo v njegovi genski zasnovi. Preprosta rešitev, ki pa je razkrila popolno norost prepričanja, da krvna linija določa človekov značaj. Zvestoba je, kot kaže, prevladala nad rasno čistostjo na najvišjih ravneh nacistične stranke. Hitlerjeva pripravljenost, da za svoj notranji krog upogne lastna pravila, je postavila nevaren precedens. Takšen, ki bi razkril ogromna protislovja v samih temeljih nacistične ideologije. Nacistična Nemčija je bila že v primežu blaznega antisemitizma. Otroci so se učili o pohlepnem Židu s kljukastim nosom in šibko držo ob strani zdravega, močnega in poštenega Arijca. Odkrito so jih hvalili, ker so na pročelja judovskih trgovin in hiš pisali Jude. Tudi Hitler je bil zaposlen s pisanjem. Njegov podpis bi dejansko rešil judovske ljudi pred grozotami, s katerimi se je večina Judov soočala v Nemčiji. Nürnberški zakoni sta milijonom odvzela njihove pravice, a za zaprtimi vrati je bila hinavščina uzakonjena. Adolf Hitler je osebno podpisal približno 1000 do 2000 potrdil o nemški krvi, s katerimi je posameznike izvzel iz rasnih zakonov. To je bil isti človek, ki je mešance označil za pošasti, nekakšna bitja na pol med človekom in opico. Ljudje, za katere je trdil, da jih njihova kri dela grešne. Vendar pa, tako kot Emil Maurice, niso bili vsi namenjeni v mesoreznico prisilnega dela ali plinsko celico. Namesto tega so jih tiho odstranili. Leta 1941 je Heinz Gerlach pisal Bernhardu Rustu, nacističnemu ministru za izobraževanje. Ne morem si pomagati, da sem mešanec. Prav tako nihče ne bi smel kriviti mojih staršev za mojo situacijo. Poročila sta se v času, ko še ni bilo rasnih zakonov. Nemčija je bila dom 10 000 ljudi, ki so bili delno judovskega porekla, a so postali kristjani. Ko je Hitler prevzel oblast, so izpovedovali svojo ljubezen do domovine in do Führerja. Kako je pravično, da so takšni ljudje kaznovani? Polkovnik Ernst Bloch je bil sin judovskega moškega. V prvi svetovni vojni so mu obraz raztrgali z bajonetom in si je prislužil železni križ. Nato je večino naslednje vojne bojeval kot odkrito Jud, vendar je do težav prišlo šele leta 1944, ko je Himmler zahteval njegovo razrešitev. 15. februarja 1945 je prejel podpisano pismo od Hitlerja o izgubi službe zaradi svojega porekla. Njegov nadrejeni je napisal: Čast mi je, da se vam v imenu Führerja zahvalim za vaše zasluge v vojni in miru za naš narod in domovino. Želim vam vse najboljše v prihodnosti. Heil Hitler! To ni imelo smisla. Bloch je bil vojni heroj, takšen človek, kakršne so nacisti poveličevali. Seveda, bil je delno Jud, vendar bi vseeno umrl v boju, ko so Rusi leta 1945 prišli v Berlin. Zanj je bila domovina vse, a so ga zavrgli kot zastrupljeno jabolko. Ni povsem jasno, koliko Judov ali ljudi delno judovskega porekla je bilo v nemški vojski, vendar jih je bilo po besedah zgodovinarja Briana Marka Riga veliko. Rig je trdil, da je bilo v Wehrmachtu približno 60 000 ljudi z enim judovskim staršem in 90 000 ljudi z enim judovskim starim staršem, vključno z nekaterimi generali, admirali in enim človekom, ki se je povzpel celo do čina feldmaršala. Vsaj 20 jih je prejelo različico najvišjega nacističnega vojaškega odlikovanja, viteškega križa železnega križa. Nekateri so bili upoklicani, drugi so se prijavili prostovoljno, sledili so stopinjam svojih očetov, ki so se borili v prvi svetovni vojni. Za nekatere pa je šlo za vprašanje preživetja. Najtemnejša ironija je bila, kot je rekel nekdo, da je bila Wehrmacht najvarnejši kraj za Juda v Hitlerjevi Nemčiji.
O natančnem številu se še vedno razpravlja, vendar ni nobenega dvoma, da se je pod Adolfom Hitlerjem borilo več 10 000 Judov. Zdi se, da mnogi sploh niso mislili, da se nanje nanašajo Nürnberški zakoni. Antisemitizem je bil namenjen drugim Judom, Ostjudom, ljudem, ki so jih po mnenju revije Tablet drugi Judi imeli za neizobražene in vraževerne. Ljudje pozabljajo, da so bili številni nemški Judi izjemno domoljubni. Bili so visoko izobraženi ljudje, kulturni Nemci, moški in ženske, katerih korenine so bile stoletja trdno zasidrane v nemških tleh. Toda za nekatere, vključno s Himmlerjem, nihče, ki je bil po krvi povezan z Judom, ni imel pravice služiti v vrstah Wehrmachta, Kriegsmarine ali Luftwaffe. Leta 1940 je prišlo sporočilo z vrha: Judi morajo oditi, bodisi polni Judi, bodisi ljudje mešane krvi. Nekateri častniki so to zavrnili. Njihovi možje so bili kot bratje. Niso nameravali poslati nekoga domov, ker se je njegov dedek poročil z Judinjo. Svojim vojakom mešane krvi so rekli, naj ostanejo neopazni. Drugi častniki so pošiljali pisma nazaj nacistični hierarhiji v Nemčiji in spraševali, kako lahko nekdo z železnim križem nenadoma postane sovražnik. Niso bili vsi tako podporni. En častnik je bil besen, ker se je med njegove vojake skril Jud. Poklical je može, vzel pištolo in ga ustrelil v glavo. Častnik Waffen-SS, ki je bil delno judovskega rodu, je priznal, da bi ga, če bi izvedeli, da je delno Jud, obesili na najbližje drevo. Njegova domoljubna družina je imela nemške prednike, ki so segali 400 let nazaj. Toda za naciste to ni bilo pomembno. Obstajajo zgodbe o judovskih vojakih, ki so izdelovali ali plačevali za ponarejene dokumente, ki so skrivali njihovo pravo narodnost. Živeli so v nenehnem strahu in lagali o otroških okužbah, če so morali sleči oblačila in je bila razkrita njihova obrezan penis. A mnogi se sploh niso imeli za Jude. Vzgajali so nejudovske otroke. Niso sledili judovskim običajem, niti niso upoštevali judovskih verskih praks. Za nekatere je bilo odkritje, da imajo delno judovsko kri, prav tako šokantno kot za vojake, s katerimi so se borili. Niti vedeli niso. Moški po imenu Hans Gunzel je preživel vojno, a 57 njegovih judovskih sorodnikov je ni. Bil je pol Jud, prav tako mnogi njegovi sorodniki. Po vojni je napisal: Žalostno pri vseh teh smrtih je, da je večina prešla v krščanstvo in se niso imeli za Jude. In medtem ko so bili drugi pretreseni in v notranjem konfliktu zaradi zatiranja in nasilja, ki so ga njihovi judovski sorodniki doživljali v getih ali taboriščih, so nekateri zaprosili za oprostitev. To je bil edini način, da so zaobšli ukaz in moral je priti od Hitlerja. Če je menil, da je to potrebno, je lahko podpisal enak dokument, kot ga je podpisal za Morica. V globokem prikazu hinavščine je na tisoče mešancev, ki so jih imeli za preveč dragocene, da bi jih izgubili, ostalo v vojski zaradi enega samega Führerjevega podpisa. Če so osvojili bojne medalje ali napredovali na bojišču, je bila velika verjetnost, da jim bo Hitler odobril izjemo. To je bila preprosta birokratska zvijača, a presenetljivo nasprotje glede na to, kaj se je še vedno dogajalo Judom v koncentracijskih in taboriščih smrti. Kljub temu je bilo to povsem zakonito. 7. člen Nürnberških zakonov je jasno določal, da lahko Hitler izbriše domnevno madež judovstva iz nečijega imena, če se odloči, da ga naredi delno arijskega. Medtem ko so judovske otroke trgali materam iz naročja in so Jude gnali v plinske celice, je Hitler v bistvu druge arianiziral. Izigraval je svoj lastni sistem. Ko se je nacistični vojni stroj širil, so se protislovja razkrivana in ta grozljiva birokracija nacističnih ukazov za uničenje je prišla prav do praga človeka, ki ga je Hitler nekoč obravnaval kot svetnika, doktorja Blocha. Nekatere Hitlerjeve zadnje besede, namenjene njemu, so bile obljuba. Obljuba, ki je grozila, da bo razdrla Hitlerjevo integriteto. Ko so nacisti marca 1938 ukorakali v Avstrijo in priključili državo, je velik del avstrijskega prebivalstva pozdravljal vojake na ulicah in mahal z zastavami svastiko. Velika Britanija in Francija sta opazovali, medtem ko so Avstrijci, ki so bili proti nemški oblasti, razmišljali o prihodu pekla. In nihče se prihodnosti ni bal tako kot Judje, katerih je bilo do 200 000. Na tisoče jih je bilo čez noč aretiranih. Judovskim otrokom so povedali, da je šole in univerze konec. Judovske domove so oplenili, moške in ženske pa vlekli po ulicah. Strokovnjake so prisilili čistiti stranišča, sinagoge so porušili, trgovine so popisali z grafiti ali jih uničili. Bilo je skoraj nemogoče skriti vsakega Juda, ki je bil zdaj prisiljen prišiti na svoja oblačila strašni rumeno značko. Sredi tega kaosa, med solzami in krvjo, je bil Hitlerjev najljubši zdravnik gospod Bloch. Medtem ko je gestapo teroriziral njegove prijatelje in družino, se je spraševal, kdaj bo prišla njegova vrsta, da občuti vso moč nacistične ideološke besnosti. V strahu je čakal na najhujše, vedoč, da so ukazi za uničenje prišli od dečka, ki ga je nekoč zdravil zaradi prehladov in vnetja mandljev. Za Blocha je bil Hitler tako prijeten deček.
Kako je bilo mogoče, da se je lahko tako spremenil? Adolf Hitler, ki ga je poznal pred vsemi tistimi leti, je bil radoveden in miren. Vedno je hodil na sprehode v gore, vedno je bral knjige. Očarale so ga zgodbe o Indijancih. A ta radovedni otrok je zdaj očitno sovražil vsakogar, ki ni bil Arijec. Bloch je prebedel noči v posteli in se spraševal o tej preobrazbi. Zanj je bilo to vprašanje življenja in smrti. Zagotovo ni mogel nadaljevati z delom. Njegova ordinacija je zaprla vrata približno 6 mesecev po prihodu nacistov. Bil je eden izmed srečnežev. Imel je dovolj denarja, da je poslal svoje otroke stran. Oba sta emigrirala v tujino. Toda on je bil že 66-leten. Je res moral pobegniti? Spraševal se je, ali naj stopi v stik s samim Hitlerjem. Bi to pomagalo? Ali pa bi ga odpeljali? Bloch si je ves čas ponavljal Hitlerjeve zadnje besede, ki mu jih je izrekel po klarini smrti. Večno vam bom hvaležen. Večno. Ta ena beseda se mu je vtisnila v spomin. Spraševal se je, ali se bo Hitler spomnil te obljube. In potem je zaslišal trkanje na vrata. Zunaj je stal agent Gestapa. Mož je rekel: obveščen sem, da imate nekaj spominkov od Führerja. Rad bi jih videl. Časniku ni bilo treba reči ničesar več. Bloch je razumel. Ko je Hitler živel v penzionih na Dunaju med revnimi zanemarjenimi možmi, je Bloch vpisal razglednice. Na eni je pisalo: prvič v življenju sem postal nezadovoljen sam s seboj. To je bilo prvič, da je Bloch opazil, kako tema preplavlja misli mladega moža. Hitler je postal zagrenjen, sovražil je vlado, bil je izgubljen in jezen. Toda še ni sovražil Judov, ne vseh. Bloch je bil eden redkih ljudi na svetu, ki jih je Hitler občudoval, in bil je Jud ter na to ponosen. In na to je prišlo še eno kratko sporočilo. Ena izmed razglednic, ki jih je Hitler naslikal in prodajal na ulicah. Na njej je bil kapucinski opičjak s kapuco, ki je dvigal kozarec penečega šampanca. Na dnu je Hitler napisal: družina Hitler vam pošilja najboljše želje za srečno novo leto. Večno hvaležen, Adolf Hitler. Večno. Še ena življenjsko pomembna beseda za Blocha. Hitler je pokazal prijaznost do Juda. Takšen artefakt je bil nevaren, dokaz protislovja, ki si ga Hitler ni mogel privoščiti, da bi ga razkrili. Zato je Bloch vedel, kaj hoče gestapovec pri vratih. Rekel mu je, naj počaka, in se kmalu vrnil z razglednicama. Mož jih je vzel in napisal na kos papirja. Potrdilo za varno shranjevanje 2 razglednic, ena izmed njih naslikana z roko Adolfa Hitlerja, zasežena v hiši doktorja Edvarda Blocha. Bloch se je odpravil naravnost v majhen hotel na Gesellenhausstraße, kjer je bilo postavljeno poveljstvo Gestapa, in vprašal, zakaj so mu vzeli razglednice. Odgovor je poznal, a ga je želel slišati od nacista. Časnik je bil presenetljivo zelo vljuden in ga je vprašal po narodnosti. Bloch je odgovoril: sem 100% Jud. Časnik ga je pogledal v oči in mu povedal, da so razglednice shranjene na varnem. To je bilo vse. Zaplenili so dokaze o nacističnem hinavstvu, a tega seveda ne bi priznali. Kar Bloch ni vedel, je bilo to, da bo visoko izobraženi častnik pred njim, Otto Rasch, postal eden najbolj krutih voditeljev SS. Osebno bi nadzoroval iztrebljanje poljske inteligence in podpisal ukaz za umor 10.000 Judov. Ko je prevzel nadzor nad Einsatzgruppe C, je zahteval, da vsak pripadnik njegove enote osebno ustreli Jude, tako da je imel vsak izmed njih kri na rokah. Bil je manijak in pravkar je moral zelo vljudno govoriti z Judom. Zakaj? Ker je imel Bloch svojega angela varuha, ki je bedel nad njim. Morda angel smrti, a tak, ki je imel verjetno več moči kot kdorkoli drug v celinski Evropi. Še nekaj, česar Bloch takrat ni vedel, je bilo, kaj je Hitler rekel. Kaj je rekel o njem leta 1937, preden so nacisti napadli Avstrijo, je bil Hitler na konferenci in vprašal po mestu Linz. Posebej je vprašal, ali dr. Bloch še vedno dela tam, in v šoku vseh okoli njega je rekel: dr. Bloch je plemenit Jud. Če bi bili vsi Judi taki kot on, judovskega vprašanja ne bi bilo. Bloch je kasneje priznal, da je, ko je to izvedel, to vzel kot kompliment. Bilo je čudno in na nek način laskavo, da je Adolf Hitler lahko videl dobro vsaj v enem članu mojega naroda. Toda zdaj so Jude pobirali, njihova življenja so bila uničena. Svet je ponorel. Opazoval je, ko je Adolf Hitler prispel v njegovo mesto na zadnjem sedežu Mercedesa, obkrožen z motorji. Množica je vzklikala. Judje so se skrivali v svojih hišah. Koliko časa bo še minilo, preden pridejo pon? Potem pa se je zgodilo nekaj, kar mu je dalo upanje. Na vse judovske hiše in trgovine so z rumeno barvo napisali Jude in Blochova ordinacija, kjer je tudi živel, ni bila izjema. Toda prejel je klic Gestapa. Dovoljeno mu je bilo odstraniti napis svoje hiše. Nato je sledil še en klic. Njegov najemodajalec mu je povedal, da je šel na urad Gestapa vprašati, ali lahko Bloch ostane v svojem domu. Povedali so mu: tega si ne bi upali dotakniti. S tem se bo ukvarjal Berlin.
Za razliko od verjetno vseh drugih Judov v Avstriji mu nihče ni zasegel potnega lista. Prav tako na njegovo prehransko kartico ni bil odstisnjen črka J, ko je začelo primanjkovati hrane. Za razliko od vseh drugih Judov v mestu je dobro jedel in bil lepo oblečen, medtem ko je Hitler začel spreminjati mesto svojega rojstva. Poslal je ogromne ekipe delavcev, da so gradili parke in gledališča, celo nov most čez Donavo. Medtem ko se je preobrazba dogajala in so Judi izginjali iz dneva v dan, je bil dr. Bloch prihranjen pred škodo. Zdaj je bilo Blochu jasno, da se je Hitler res spomnil svojega starega prijatelja in obljube večne hvaležnosti. Kljub temu je vedel, da to ne bo trajalo. Zdelo se je, da je vsak mesec prišla kakšna nova strašljiva razglasitev ali ukaz. Nacisti se ne bi ustavili, dokler ne bi bili vsi Judi odpeljani ali mrtvi. Iluzija, da mu bo dobro vedenje ali pretekle zasluge zagotovile preživetje, je bila tik pred tem, da jo razbije še ena oseba iz Hitlerjeve preteklosti. Junak Prve svetovne vojne, Ernst Hess, je bil veren protestant, vendar sta bila oba njegova starša Judova, zato je bil tudi sam Jud. Ne le kakršenkoli Jud, temveč izjemen vojak, ki je nekoč poveljeval bavarskemu rezervnemu pehotnemu polku 16, ki se je boril pri Ypru in na Somi. Toda to ni bil razlog, zakaj je vsa Nemčija slišala za ta poseben polk. Razlog je bil eden izmed njegovih vojakov. Ime mu je bilo Adolf Hitler. Mladi Hitler je vestno služil v vojni in to pod poveljstvom Hessa, človeka, ki ga je spoštoval. Večina Judov, ki so se borili za svojo državo v prvi vojni, je bila prepričana, da jih bo njihova služba zaščitila pred preganjanjem, ko bo to prišlo. Toda niti Hess, Hitlerjev nekdanji nadrejeni, ni bil nedotakljiv. Leta 1935 je bil sodnik, ko so stopili v veljavo Nürnberški zakoni. Kljub svoji krščanski dediščini in povezavi s Führerjem je moral odstopiti. A zagotovo mu je bilo bolje kot večini drugih Judov. Nekaj časa je tako tudi izgledalo. Heinrich Himmler sam je podpisal pismo, v katerem je izrecno navedeno, da je treba Hessa zaščititi, da ne sme biti deportiran ali preganjan. V skladu z željami Führerja je bilo v pismu jasno zapisano, da Hessa ne smejo na noben način nadlegovati. Ta mož, nekoč odlikovan z železnim križem, je bil za zdaj na varnem. Medtem ko je okoli njega izbruhnil pekel, so njegove sorodnike in prijatelje poslali v taborišča. On in njegova nežidovska žena sta nadaljevala z običajnim življenjem. No, kolikor je bilo to mogoče v teh okoliščinah. Kljub temu se ni počutil varnega, zato je napisal pismo Hitlerju in prosil, naj bosta on in njegova hči deležna prizanesljivosti. Priznal je svoje judovstvo, vendar je Hitlerja spomnil na svojo krščansko vzgojo in domoljubje. Za nas, je zapisal, je to nekakšna duhovna smrt, da smo zdaj označeni za Jude in izpostavljeni splošnemu preziru. Hitler peticije ni povsem odobril, je pa Hessu vseeno odobril nekaj izjem. Dovoljeno mu je bilo obdržati vojaško pokojnino in nositi potni list, ki ni imel velikega rdečega žiga J, s katerim so označevali judovske imetnike potnih listov. Bil je na varnem, toda v ozadju je Heinrich Himmler postajal vse bolj frustriran zaradi Hitlerjevega čustvenega zaščitništva. Za Himmlerja je obstajala le ena rešitev, končna rešitev. Nihče z judovsko krvjo. Tudi vojni junaki ne bi smeli biti izvzeti. Medtem ko je Hess načrtoval svojo prihodnost, so dolge roke končne rešitve začele segati v vsako razpoko in klet. Birokratska zaščita, ki je bila nekoč podeljena Judom, kot je bil on, je začela pokati in propadati pod težo industrializiranega pobijanja. Dr. Bloch je vedel, da njegova zaščita nikakor ni bila brezpogojna. Povedal si je, da je edino zagotovilo, da bo to vojno preživel živ, to, da se preseli daleč stran od Avstrije. Njegovi otroci so bili zdaj v New Yorku, bili so na varnem, morda bi se jim lahko pridružil. Ker je bila njegova ordinacija že dolgo zaprta, dragocenosti pa spakirane in pripravljene, je bil pripravljen oditi. Dejstvo, da ni bil v taborišču ali da ni ležal v jarku s kroglo v hrbtu, je bilo že samo po sebi izjemno. Toda ali bi lahko zapustil Avstrijo s svojimi življenjskimi prihranki? Je bilo to preveč pričakovati? Pristati v tuji državi skoraj brez prebite pare ni bilo ravno idealno. Toda Bloch je vedel, da so nacisti storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi Judom preprečili iznos denarja iz Reicha. V začetku 30. let je nemška vlada uvedla tatiznet davek na izselitev iz Reicha. Namen tega davka je bil preprečiti premožnim Nemcem, da bi v času gospodarske krize prenesli svoje premoženje v tujino. Ta davek je zasegel 25% premoženja osebe, če je ta imela več kot 200 tisoč Reichsmarka ali letno zaslužila več kot 20 tisoč Reichsmarka. To je prizadelo vse, ne samo Judov. Ko pa so nacisti prevzeli oblast in so judovske družine začele bežati pred preganjanjem, se je ta politika razvila v odkrito zaplembo. Judovsko premoženje je bilo sistematično razlaščeno prek davkov, prisilnih prodaj, blokiranih računov in državne zaplembe. To ni bilo toliko obdavčevanje kot organizirano piratstvo. Zaradi tega je Bloch domneval, da mu nikoli ne bodo dovolili oditi z njegovimi življenjskimi prihranki. Vprašanje je bilo, ali bo deležen posebne obravnave.
Spet se je vrnil v urad Gestapa v Linzu. Povedali so mu, da je srečen človek. Posebno dovoljenje z vrha mu je omogočilo, da odnese iz države 16 Reichsmark. To je bilo 6 več kot 10, kolikor je bilo običajno dovoljeno Judom, ki so bežani. 16 mark, dovolj za nekaj toplih obrokov in novo obleko. Bloch tega nikoli ni zapisal v svojih spominih, vendar so kasnejši zgodovinarji poročali, da mu je bilo dovoljeno tudi prodati svoj dom po polni tržni vrednosti. Neštetim drugim avstrijskim Judom so odvzeli premoženje za skoraj nič. Kako je prenesel denar čez mejo, ni povsem jasno, vendar se zdi, da mu je Hitler ponovno pomagal. In prednji je odšel, so mu povedali, da bo na varnem. Nacisti so mu dali pismo, v katerem je pisalo, da je človek vreden priporočila zaradi svojega dobrega značaja, medicinskega znanja in pripravljenosti pomagati bolnim. Pismo se je končalo z besedami, da si je pridobil spoštovanje in priznanje svojih sodržavljanov. Uradnik mu je izročil pismo, medtem ko je v sobi zavladala tišina. Uradnik je čakal. Da, hvala, je rekel Bloch. Saj se je spomnil, da mora biti videti hvaležen. Častnik mu je povedal, da bi bilo morda prav, če bi zdaj napisal pismo zahvale osebi, ki je bila do njega tako prijazna. In tako je tistega novembrskega jutra, ko je megla prekrivala hiše zunaj, vzel pero in začel pisati. Vaša ekscelenca, preden prečkam mejo, se želim zahvaliti za zaščito, ki sem je bil deležen. Pojasnil je, da bo zdaj znova začel v revščini v novi državi, vendar je hvaležen za prijaznost, ki mu je bila izkazana. Njegovo življenjsko delo je izginilo. 16 mark v žepu, a vsaj je bil živ. Nekega zgodnjega jutra je s kovčkom v roki zaprl vrata za seboj in še zadnjič pogledal nazaj na svoje staro življenje. V redu bo, vedel je. Zdaj je bilo povsem očitno, da Adolf Hitler ne bo dovolil, da bi se mu kaj zgodilo. Toda, ko je hodil po ulici proti postaji, so mu misli napolnili obrazi milijonov zapuščenih moških, žensk in otrok. Žalost, s katero so se morali ti ljudje soočiti. Bilo je nepredstavljivo. Bloch je bil na varnem, toda v ozadju so nacisti sestavljali tajne sezname. Dobrota je bila končana. Prišel je čas, da začnejo omejevati tiste, ki so imeli srečo. Približno 100.000 Judov je služilo v Nemčiji med Prvo svetovno vojno. Ko se je preganjanje začelo po prihodu nacistov na oblast, so mislili, da bodo na varnem. Veterani niso hoteli sklanjati glav od sramu. Če so jih nadlegovali na ulici ali skrunili pročelja njihovih trgovin, so jih navadni Nemci branili. Kričali so na policijo ali stražarje SS in jih opominjali, da so ti možje nekoč služili svoji domovini. Ne smemo pozabiti, da je leta 1933 za naciste glasovalo le okoli 44% Nemcev. Ko pa je Hitler prevzel oblast in izpolnil, kar je obljubil, je oživil gospodarstvo, zmanjšal brezposelnost in povrnil občutek narodnega ponosa. Zato je podpora režimu seveda rasla. Kljub temu številni Nemci niso podpirali najbolj skrajnih antisemitskih politik nacistov. Nekateri so si celo drznili nasprotovati tem idejam in 10.000 so bili usmrčeni. Mnogi drugi so tiho nasprotovali temu, kar se je dogajalo, a so pogledali stran, saj so postala njihova lastna življenja bolj stabilna. Strah, propaganda, konformizem in lastni interes so vsi igrali svojo vlogo. Toda za mnoge se je zapiranje veteranov Prve svetovne vojne preprosto zdelo napačno. Navsezadnje so nacisti poveličevali vojno, svoje veterane so prikazovali kot svetnike. Zato je bilo izjemno protislovje, da so zdaj preganjali te može in njihove družine. Tako kot Ernst Hess so mnogi prejeli podporo častnikov nemške vojske. To je nacistično hierarhijo potisnilo v kot in večinoma so bili veterani prihranjeni pred deportacijo v delovna in taborišča smrti, vendar ne za dolgo. Izkazalo se je, da so se ti ljudje motili, ko so mislili, da se lahko nacistom zaupa. Ko je Himmler prisilil Hitlerja k dejanjem, so se zakoni, ki so bili razviti za zaščito veteranov, začeli luščiti kot kača, ki menja kožo. Leta 1941 so nacisti odprli geto Theresienstadt, nekakšno prehodno postajo. Tukaj so Judje delali in čakali na prevozu taborišča za iztrebljanje. Razmere so bile grozljive. 10.000 so umrli zaradi izčrpanosti, bolezni in podhranjenosti, še preden so jih lahko deportirali. Potem so leta 1942 po ukazu Reinharda Heydricha sklenili, da bo Theresienstadt zdaj sprejel novo vrsto zapornikov, judovske veterane iz Prve svetovne vojne. Nacisti so znova spremenili pravila igre. Skupaj s temi vojaki bi bili tam tudi Judje visokega položaja, moški, katerih nenadno izginotje bi v tujini vzbudilo sum. Navsezadnje je bila končna rešitev globoko varovana skrivnost v nacistični hierarhiji. Ko so novice o Theresienstadtu prišle v javnost, so nacisti trdili, da to ni pekel na zemlji, niti približno. Trdili so, da je to zdraviliško mesto kot upokojensko naselje za Jude, ki so si prislužili privilegiji, da so bili tja poslani. Leta 1941, ko se je Hess pojavil na uradu za arizacijo v Münchnu in predložil svoje zaščitno pismo, mu ga je uradnik iztrgal iz rok. Uradnik, Franz Richard Muckler, mu je sporočil, da mu je bila zaščita preklicana in da je zdaj Jud kot vsak drug Jud.
Bil je aretiran in poslan na delo kot navaden delavec v taborišče Milbertshofen. Kasneje so ga poslali na delo v gradbeno podjetje in ga prisilili, da spi v tendej meste judovski hiši, kot so jo imenovali nacisti. Njegova edina zaščita zdaj je bila, da se je zaradi svojega privilegiranega, mešanega zakona izognil najslabšim koncentracijskim taboriščem. Od bogastva do revščine sta njegova žena Margarita in njena hči Ursula naredili vse, kar sta lahko, da bi našli denar za hrano. Vsa družina Hesse je verjela, da jih ščiti zaščitni ščit njegove vojaške preteklosti. A ni bilo tako. Njegova sestra Berta je bila uplinjena v Auschwitzu. Hess se je zdaj bal, da bo z njim in z vsemi drugimi enako. Za mnoge druge Jude, tiste, ki so bili prihranjeni, so te zaščite še naprej izginjale. Še veliko huje je postalo po zaroti 20. julija 1944, ko je skupina visokih častnikov skoraj ubila Hitlerja. Paranoja je zajela vrste in pol Judje, ki so jim uspelo ostati v Wehrmachtu, so bili izključeni in aretirani strani Gestapa. V strateškem smislu je bila to popolna neumnost. 10 tisoče borcev je bilo poslanih nazaj v Nemčijo, ko je bila razkrita njihova judovska pripadnost. Večina jih je končala v taboriščih za prisilno delo organizacije TOT, kjer so nekateri srečali svoje očete, arijske može svojih judovskih mater. Taborišče ni bilo tako strogo kot ostala, večina jih je preživela, vendar so bili ti možje zapravljeni v vojni, ki so jo Nemci izgubljali. Enako je bilo pri proizvodnji orožja. Nemci so se ponovno izkazali za nepremišljene, ko so izbrali ideologijo namesto zmage v vojni. Feldmaršal Wilhelm Keitel iz vrhovnega poveljstva Wehrmachta je leta 1942 ukazal, da morajo biti vsi Judje, ki so sodelovali pri proizvodnji orožja, odstranjeni. To odločitev je kritiziral general Kurt Ludwig von Genant, ker je zmanjšala, citiram, vojaški potencial Reicha. Hitler se je spremenil. Iz človeka, ki je ščitil določene ljudi, ki so služili Nemčiji, je postal ciničen. Ko je pisal o Judih, ki so poskušali ubežati deportaciji tako, da so trdili, da niso Judi, je izjavil, da bi v najslabšem primeru lahko nekaj kapljic krstne vode vedno rešilo tako posel kot Juda hkrati. Brez skrbi, je dodal, sposobnost prikrivanja porekla s spremembo vere bo popolnoma izginila. Zdaj je bil pregon v polnem teku. Osebne muhe Hitlerja so bile končno presežene zaradi neustavljivega zagona smrtonosnega stroja, ki ga je ustvaril. Izkazalo se je, da je bil častni arijski status nič drugega kot odlog usmrtitve. Ernst Hess je preživel vojno in čeprav se nikoli ni vrnil k sodniškemu poklicu, si je po vojni v Nemčiji znova zgradil življenje. Leta 1946 je začel novo kariero na železnici. Od leta 1949 do 1955 je bil predsednik Generalnega zveznega železniškega urada v Frankfurtu na Majni. Do leta 1970 so mu v Frankfurtu posvetili spominsko ploščo, kar je izjemen konec za človeka, ki so mu nekoč odvzeli pravice. Do leta 1983 je trpljenje, ki ga je nosil vse življenje, izginilo, ko je umrl pri 93 letih, a njegove besede so ostale žive. Ko ga je po vojni nekdo vprašal o Hitlerju in kakšno je bilo služiti z njim, je odgovoril: "Kaj, Hitler? Je bil v naši enoti? Sploh ga nismo opazili." Pomislite, človek, ki je povzročil toliko bolečine in trpljenja, je bil nihče, senca nepomembnosti, a kljub temu nevarna. In če je kdo razumel, kako se lahko zlo razvije iz nepomembnosti, je bil to Edvard Bloch. Iz Nemčije je odšel nepoškodovan in se odpravil v Lizbono na Portugalskem. Tam je čakal, da se vkrca na ladjo, ki bi ga odpeljala v New York, ko ga je britanski vojak prosil za dokumente. Vojak je prebral ime in se nasmehnil. "Vi ste bili Hitlerjev zdravnik, kaj ne?" Bloch je bil znan. Ni bila čast, na katero bi bil ponosen. Nekoč je tolažil človeka, ki je iztrebil milijone ljudi na podlagi listov papirja, ki so določali človekovo raso. Preplul je razburkani Atlantik in pristal v novem svetu. Svetu, ki ga vojna sploh ni dosegla. Tam se je zlil z okolico in živel med judovsko skupnostjo v Bronxu, a ne za dolgo. Leta 1945 je umrl zaradi raka na želodcu. Edini Jud, ki mu ni bilo treba bežati, je bil Hitlerjev nekdanji desna roka Emil Maurice. Njegova osmina judovstva nikoli ni popolnoma izginila, vendar je bil to delež, s katero so nacisti lahko živeli. Hitler ga je leta 1927 odpustil z položaja šoferja, ko je Maurice priznal, da ima razmerje s Hitlerjevo mlado nečakinjo Geli Raubal. Kljub temu je ostal v SS kot stalen opomnik Himmlerju, da je organizacijo, na katero je bil tako ponosen, ustanovil človek z onesnaženo krvjo. Američani so ga označili za nacističnega prestopnika drugega razreda. Maurice pa je v zaporu preživel le 4 leta. Potem je postal skromen urar in umrl leta 1972, potem ko je nekoč verjel, da lahko on in njegovi sodelavci kot gospodujoča rasa zavladajo Evropi. Umrl je zavedajoč se neizpodbitne ironije.
V središču sveta, ki sta ga on in njegovi nacistični tovariši skušali ustvariti, družbe obseden s rasno čistostjo, zgrajene na ideologiji, ki je bila tako neverjetno trmasta, da si je nenehno nasprotovala. Tudi Hitler in Himmler sta morala na neki ravni razumeti, da čista kri ne obstaja in da samo poreklo nikoli ne more določiti človekovega značaja ali vrednosti. Ta predpostavka je bila od začetka napačna, a zaradi nje so milijoni ljudi, Judje, Slovani, Romi, Azijci in drugi, trpeli in umrli. Hitler je morda naredil izjeme za nekaj posameznikov, vendar to ni naredilo življenja v nacistični Nemčiji nič manj brutalnega za vse ostale. Če želite videti, kako je vsakodnevno preživetje dejansko potekalo za običajne nemške družine pod režimom, si oglejte, kako je bilo resnično živeti pod Hitlerjem, ali kliknite na ta video.